Drage gledalke in gledalci, dobrodošli v 7. oddaji Destinacija ekocivilizacija. Danes se bomo pogovarjali o nečem novem. Nečem, kar se šele razvija, a hkrati že ima vpliv na to, kako se naša družba organizira, kje vidimo priložnosti za dvig kakovosti življenja. Govorili bomo o intuitivnih, transformativnih mrežah. In z nami je ena najbolj omreženih Slovenk v globalnem prostoru, magistra Ladeja Godina Košir. Globalno priznana kot ena vodilnih oseb na področju krožnega gospodarstva. Izbrana med skupino evropskih žensk prihodnosti, je podjetnica, ki prihaja iz področja ustvarjalnih industrij. Draga Ladeja, dobrodošla med nami. Glede na uvod in najavo teme, mislim, da sva našim gledalkam in gledalcem dolžni pojasnilo. Naslov današnje oddaje je intuitivne, transformativne mreže. Zveni malce sofisticirano, pa vendarle verjamem, da bomo uspeli to prikazati kot nekaj zanimivega, igrivega in seveda nekaj, kar bo sooblikovalo prihodnost. Torej, prvo vprašanje, kaj si ti predstavljaš pod temi tremi pojmi? Intuitivno, transformativno in seveda mreža. Izvoli. Ja, Violeta, najprej hvala za vabilo. Komaj čakam tole najino raziskovanje, ker vedoč, kako nama tole gre, bo inspirativno. In intuicija mi pravi, da bova odkrili marsikaj, na kar morda na začetku oddaje sploh še ne znamo odgovoriti. In to je že del prvega odgovora, intuicija. Ko sledimo intuiciji, sledimo temu notranjemu glasu. Se pravi, ne gre za racionalno izbiro, da bi vse premislil, pretehtal, kaj je bolj, ampak kar greš. Slediš notranjemu kompasu. Tako da ta intuitivni del je tisti, ki vodi odločitve na en drugačen, to ni iracionalen način, ampak ni pa racionalen v smislu, da vse pretehtaš. Druga beseda, ki jo imava, je transformativen. Kaj bi zdaj to bilo? Tukaj gre za to, da v procese, v katere vstopam z namero, da naredimo eno preobrazbo. Se pravi, da se nekaj predrugači. In spet ne gre za revolucijo, da bi prišli in razbili in pustili opustošenje, ampak za evolucijo. In to je zelo lastno tudi vsem tvojim modelom. Ne? In tretja stvar tukaj je beseda mreženje. Mreže, tukaj ne mislimo zdaj na mreže, tehnološke mreže in digitalne, čeprav nam to zelo služi v življenju, ampak predvsem na ta socialen vidik, družben vidik. Se pravi, ljudje, kako se mi med seboj lahko povezujemo na ta intuitiven način, zato da delamo določene preboje, preobrazbe. Upam, da sem povzela. Ja, čudovito, ampak ali se za tem skrivajo že tudi neki poslovni modeli, a se na račun tega že razvijajo neki novi poklici? Ja, to sva spet pri tem, da jaz skačem v te bazene s prazno vodo, ne? In ko me sprašujejo vsakič to vprašanje, ne? Kaj pa je poslovni model? Tudi tukaj z vsem tem, kar sva prej našteli, s tem nekim pristopom, je tako, da se zdaj uveljavlja in ga vzvratno gledamo kot nekaj, kar je dejansko nek poslovni model. A ne? Ko pa sem začela, če svojo izkušnjo rečem, tako delovati, pa nisem znala tega opredeliti, ampak sem šla za to intuicijo. Tako da zdaj, če gledamo, kako ravno v teh časih, ko se soočamo in s klimatsko krizo in zdaj s COVID krizo, ne, ko iščemo načine delovanja, se izkazuje, da je to vrstno sodelovanje tisto, ki nam še najbolj pomaga te nove rešitve soustvarjati. No, glede na to zelo jasno definicijo in odgovor, pa ne morem mimo naslednjega vprašanja. A je to nekaj novega ali smo šele zdaj dvignili našo zavest, da intuitivno transformativne mreže lahko začenjamo tudi dejansko živeti, da jih v bistvu začenjamo celostno zaznavati? Jaz sploh ne bi rekla, da je to nekaj novega, ampak prepoznavanje nečesa, kar nam je lastno, nam kot ljudem. A ne? In naša zahodnjaška, mi rečemo razvita civilizacija, ker že tukaj bi lahko diskutirali, ali je res razvita ali ne, je pozabila na tak način delovanja. Ne? Če gledamo, kako so se civilizacije razvijale in na podlagi česa so funkcionirale, to so bile vedno skupnosti. To so bili odnosi v skupnostih, to so bile neke hierarhične razmerja, ki niso bila vnaprej predpisana, nekaj se je dodovalo, ampak je bilo nekaj, kako si intuitivno prepoznal voditelje. In tako smo že funkcionirali številna
manj razvita, območja ali pa nacije ali pa plemena, če rečemo, še vedno tako delujejo. A te lahko tukaj še morda poprašam malo bolj podrobno. Zasledila sem v enem tekstu, da ti to vrstne mreže imenuješ celo nevidna moč naše civilizacije. Lahko to malce bolj razložiš? Ravno v tem kontekstu, da se mi, ko govorimo o tem, kaj je nek kapital, mi imamo zelo radi besedo, spet sem na naši zahodni razviti civilizaciji, kapital. Govorimo o finančnem kapitalu, kako ga plemenititi, kako ga ohranjati in tako naprej. Premalo se pa obračamo na druge vrste kapitala, kot je socialni kapital, da ne govorimo o naravnem, ki ga jemljemo za samoumevnega. In tukaj pri tem načinu delovanja gre ravno za ozaveščanje in opolnomočenje teh družbenih, socialnih mrež za to, da vse ostalo funkcionira. Se pravi, najprej družba, potem ekonomija. In to se je nekako zgubilo in s tem delovanjem skušam spet, kolikor lahko v tem velikem mozaiku, kak kamenček dodati k temu. Da se to danes lahko že postreževa našim poslušalkam in poslušalcem s kakšnim konkretnim primerom, ki že živi in temelji na teh intuitivnih transformativnih mrežah. Zdaj, če pogledam, jaz sem v tem svojem balončku tega krožnega gospodarstva. In če pogledam 7 let nazaj, ko sem šla na to pot, smo se na podlagi te intuicije in nekega entuzijazma potem, da bi naredili neko spremembo, začeli povezovati. Globalno lahko rečem, da se je to dogajalo, nismo imeli pa še neke formalne strukture. In spet Circular Change platforma, ki sem jo ustanovila, je bil en tak poskus intuitivni, brez poslovnega modela. Potem sem šla naprej in se nenadoma pojavila na ravni Evrope Evropska platforma za krožno gospodarstvo, ki je prej nikoli ni bilo, ustanovljena strani Komisije in socialno-ekonomskega sveta in je spet eno tako omrežje, ki pa že združuje to vrstne organizacije ali pa gibanja ali pa, zdaj so to že prav veliki sistemi, v Evropi. In če pogledamo na svetovni ravni, imamo zdaj že tudi na svetovni ravni PACE platformo, se pravi, to je pa World Economic Forum ustanovil, ki pa je spet še večja to vrstna mreža. Se pravi, da delujemo in se povezujemo od lokalne do globalne ravni v tem pravem balončku. Se pravi, če te jaz prav razumem, je v bistvu to krožno gospodarstvo eden teh prvih primerov tega novodobnega časa, ki je že začel kot svež koncept manifestirati te intuitivne, transformativne mreže. Je kaj posebnega v tem krožnem gospodarstvu, da je bil sploh začel perceptirati to vrstni način povezovanja. Kaj je v samem jedru neke vibraciji tega koncepta krožnega gospodarstva, da je to lahko prevzel kot svoj model? Ja, jaz bi rekla, da je kar malo prevzetno, da bi rekla, da krožno gospodarstvo je tisto, ki to živi, je pa tisto, o katerem jaz lahko govorim in kjer čutim, da to verjamem, da sobiva veliko sorodnih sistemov delovanja. Pa če se osredotočava na krožno in zakaj jaz vidim, da pri krožnem to prihaja do izraza, zato, če rečeva sploh zdaj pri krožnem, je ključno sodelovanje. Da mi poslovne modele spreminjamo. Se pravi, ne sodelujemo s tistimi, kot smo bili vajeni, ampak iščemo nove soustvarjalce. Se bova verjetno kasneje tega dotaknili modela, ampak in če hočemo spreminjati te obstoječe verige vrednosti v nove sisteme vrednosti, je to vrstno delovanje nujno. Se pravi, ozreti se moraš naokrog, pogledati, kaj kdo dela, kako to dela, se povezati na principu vrednot najprej, neke skupne vizije in potem konkretnih ciljev, da to spremembo lahko začne živeti. In to je pri tej transformaciji krožni ključno, da se moramo mi slišati, kaj kdo prinaša k mizi in kako bomo iz tega naredili večjo torto, kot bi jo ti sama ali pa jaz sama. V tem raziskovanju in iskanju novih ekosistemov nam pravzaprav intuicija lahko veliko pomaga, da s pomočjo tega svežega orodja oziroma nam lastnega orodja raziskujemo robove znanega in si potem celo upamo posežiti in oblikovati našo sedanjost na osnovi tega. Tako lepo si rekla, in si upamo in dostikrat si premalo zaupamo. Sami sebi. Ker nas družba nekako ukaluplja in nam dopoveduje, da ta intuicija in ta občutek v trebuhu ali v srcu, kjerkoli ga imamo, to pa že ne more biti racionalno. Ampak vsi to imamo. In zdaj mislim, da je ravno ta COVID, to obdobje nas ustavilo, nam dalo, če smo hoteli, to priložnost, to možnost, da smo ta svoj kompas ali pa to svoje središče bolj ozavestili in da lahko skozenj delujemo bolj pogumno, kot smo mogoče leto nazaj. Čudovito, in to se mi zdi, da je enkratna priložnost, da preusmerimo pozornost na reklame v našem premoru in ponovno bova čez nekaj trenutkov z vami.
Drage gledalke in gledalci, ponovno smo z vama in sicer z Ladejo Godina Košir se pogovarjamo o intuitivnih, transformativnih mrežah. Dajva narediti še en korak globlje v vsebino krožnega gospodarstva. To je ena od tem, ki jo praktično videvamo zdaj na vsakem koraku, mnogo se o njej pogovarjamo in vse bolj iščemo tudi konkretne primere, kje se to že tudi manifestira. Pa vendarle, za čistost najinega nadaljnega pogovora, kaj je krožno gospodarstvo? Oziroma, kar mene še bolj zanima, kaj ni? Kaj ni? Pa začniva s tem, kaj ni. Kako smo mi vajeni bili gospodariti, ali pa še v večini primerov gospodarimo, tako, da nekaj vzamemo iz narave, iz tega naredimo nek izdelek, produkt, ga uporabljamo in kaj potem ga zavržemo. Se pravi, jemljemo, na drugi strani pa ustvarjamo ogromno količino odpadkov. Pri krožnem gre pa za drugo zgodbo, da že na začetku se vprašamo, ali bomo sploh nekaj proizvedli, ali rabimo ta izdelek, ali mogoče lahko ga nadomestimo s storitvijo. Če že gremo v proizvodnjo tega izdelka, razmišljamo o dizajnu, kako ga zasnovati, da ga bomo lahko, tle pa pride ta zgodba krožnega, kaj zdaj z nečem, kar smo vzeli naravi in naredili, početi. Se pravi, čim dalj uporabljati, popravljati, obnavljati, vzdrževati, dodelati, tudi če imamo tehnološko zahtevne stvari, a ne komponente zamenjati, da nam ta stvar služi čim dlje in ko odsluži, pogledati, kako določene komponente lahko ponovno uporabimo, recikliramo. Se pravi, ta ciklus, a ne, tega od začetka, ko nekaj proizvedemo, do tega, da nekaj zavržemo, po možnosti ponovno uporabimo, je mnogo daljši. In spet, ko smo prej govorili o tem, a je to novo, ne. Spomnimo se, da smo tako živeli. Ne? Še ne 100 let, 50 let nazaj so naši gospodinjski aparati trajali, so naši avtomobili in televizori bili popravljani s strani stricev, dedkov in tako naprej. Ne? Tako da to se je v zadnjih letih tega pospešenega konzumerizma in recimo, če smo pri modi, hitre mode, ne, spremenilo v to, da mi neskončno preveč v zahodnem spet svetu proizvajamo in zavržemo. Pa meni to zelo zveni kot povsem naravni zakoni. Če pogledamo okoli sebe, se mi zdi, da na ta način narava funkcionira. Vzeme, kar je, naredi najboljši iz tega, kar lahko in ponovno vrne v nek cikel, ki služi kot vstop v novo spiralo življenja. Tudi, ko sem te zelo pozorno poslušala, se mi je zdelo, da je družba zdaj povabljena s krožnim gospodarstvom, da pravzaprav greve te cikle in da deluje kot ekosistem. Kaj se dogaja dejansko z deležniki, ki so navajeni funkcionirati v nekih hierarhičnih strukturah, ko kar naenkrat so soočeni s tem povabilom krožnega gospodarstva, da morajo delovati pa na nivoju ekosistema? Ja. Kakšne so tvoje izkušnje? Prva stvar, ki se je tako lepo že nastavlja, je to, da smo mi malo vmes pozabili, da smo mi ljudje del narave. In smo se postavljali v vlogo, da obvladamo in smo gospodarji te narave. Če ne bi imeli te vloge, ne bi imeli potrebe po krožnem gospodarstvu, ker bi to funkcioniralo samo po sebi, tako kot narava zna. Zdaj pa, ko se zdaj spet vračamo in oziramo k temu, ne, da moramo mi, če želimo kot civilizacija preživeti, sprejeti, ponižno sprejeti vlogo, da smo del te narave in da to, kar ustvarjamo na način, da ne izkoriščamo ne narave, ne ljudi kot dela narave, tudi tega se moramo dotakniti, koliko mi v teh proizvodnih procesih dejansko človeške sile zlorabljamo in da je edino to pot do našega preživetja, civilizacijskega. Zdaj, kaj pa pri teh modelih je tisto, kar nas poveže, je, pa bom rekla, osnovni človeški interes na koncu. Zato, ker ko govorimo o gospodarstvu, to ni zdaj, da bi rekli, komuna, v kateri se bomo odpovedali vsemu, a ne, in čakali, da se zgodi, kar se zgodi. Še vedno so ustvarjamo. No? In tukaj znati interese uskladiti, to je ta umetnost. A ne? In potem jih sinhronizirati nekako tudi s tem, kar smo prej rekli, vse te tri dimenzije, ne? Da je to okolju prijazno oziroma skladno z okoljem, da je družbeno sprejemljivo za nas vse ljudi in seveda, da je tudi na koncu ekonomsko upravičeno. Ja, ampak da ti neko tako večjo spremembo v družbi sprožiš, je težko računati, da bodo ljudje naredili to sami. Zelo pogosto potrebujemo tudi
imeti neko regulativo. In meni se zdi zanimivo, da je Evropska unija dokaj zgodaj prepoznala krožno gospodarstvo kot nov ekonomski potencial in ga celo umestila, da do 2050 to postane jedrna ekonomski model za delovanje Evropske unije. Ali gremo dovolj globoko pri izvajanju korakov, ki bi nas potencialno lahko do tega pripeljali, oziroma kje ti vidiš glavne izzive? Ja, najprej bom rekla, da ko si bila ti komisarka, je bilo meni to tako dragoceno, da imamo človeka v Evropski komisiji, ki lahko nam, Slovencem, prenaša razumevanje tega sistema. To se mi zdi, da je prva stvar, če govoriva o Evropi, da mi sploh razumemo, da smo del tele Evrope in da EU nam nič hudega noče in da smo mi del tega, kot smo del narave. In zdaj, kaj vse potrebujemo? Seveda imamo Evropski zeleni dogovor, imamo akcijski načrt za prehod v krožno gospodarstvo, imamo zdaj nenazadnje načrte za okrevanje, za zeleno okrevanje. Tako da ne moramo reči, da nekih iniciativ, regulativ, da tega ni. Kaj nam zmanjka? Zmanjka nam povezovanje tega top-down, kot se reče, od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor pristopa. In to, ko delujem kot predsedujoča Evropski platformi in se tudi z ostalimi komisijami in komisarji pogovarjamo, rečejo, kako okrepiti ta stik z bazo. In to se mi zdi tudi en velik premik same Evropske komisije in struktur, da vidijo, da to ni babilonski stolp, ki je samo sebi dovolj, ampak da je dejansko treba delovati z ljudmi na terenu. In tukaj ta spoj prihajava pa spet do tega intuitivnega delovanja, sodelovanja, ker ljudje noter začutimo, kje je to osnovno zaupanje. In brez tega zaupanja se to vrstne zgodbe ne morejo goditi. Zato najprej moramo biti transparentni pri tem, kaj imamo, kaj nam regulativa daje. Potem moramo biti aktivni državljani, proaktivni državljani. Zdaj vidimo v Sloveniji, kaj se je zgodilo z vodo. Smo se znali prebuditi. In pogledati, kaj vsak od nas lahko naredi, ker če rečemo, saj jaz pa nič ne morem, kdo pa sem, potem se nič ne zgodi. Pa še zmeraj moram se vrniti nazaj na vprašanje. Hvala za ta vpogled v dogajanja in v razmišljanja, ki se odvijajo tudi na nivoju Evropske unije. Pa vendarle, kako vidiš prebujanje te intuitivne, transformativne mreže v sodelovanju z nekimi, rečemo, dokaj statičnimi državnimi strukturami? In ali vidiš, da je tu možna transformacija in morda ponovno poudariš tiste elemente, tiste točke priliva, ki jih moramo gojiti, zato da ti dve strukturi, ki sta v osnovi precej različni, vendarle lahko sodelujeta med sabo. Ja. Zdaj temu rečemo nekako ta network governance. Se pravi, izkazalo se je, da potrebujemo dejansko mediatorje, orkestratorje teh procesov. Brez tega ne gre in to je tisto nekaj novega, ker zdaj priznamo, da je potrebno, če hočemo mi to sodelovanje imeti. In če smo zdaj zelo konkretni, vzameva primer iz krožnega gospodarstva, iz Nizozemske, ker z njimi tudi veliko sodelujemo. Naprimer, jogi, vsak od nas ima doma jogi. Kaj je s tem jogijem, ko ga ne potrebujem več, gre na odpad. Zdaj, na Nizozemskem so se naprimer odločili, da temu ne bo več tako in da bojo te jogije zbrali in reciklirali, kolikor se le da, pobrali ali jih obnovili najprej, prenovili in dali v ponovno uporabo ali pa dele uporabili. Zdaj, tukaj se pa ta zgodba začne. S kom se je treba najprej pogovarjati? Kdo proizvaja te jogije? Kako je distribucija teh jogijev? Kaj mi kot uporabniki potem potrebujemo za to, da bom dvignila telefon in bo nekdo prišel po ta jogije, cela ta struktura. Potem kdo ga bo zdaj obnovil, prenovil, ponovno prodal, dal v uporabo ali pa na koncu recikliral. In tukaj je cela ta, jaz ne rečem več veriga vrednosti, ampak prav sistem, ta mreža teh, ampak brez tega orkestratorja procesa, ki ni strokovnjak ne za jogije, ne za reciklažo, ne za nove materiale, to ne gre. Zato to je to. Hvala in ne morem se izogniti vprašanju. Ves čas že od začetka spremljaš tudi razvoj koncepta ekocivilizacije. Ali to, o čemer se ravno kar pogovarjava, ki zelo zveni transformativno, lahko že štejemo za neke začetke, ne samo manjše družbene spremembe ali pa odnosa
do ustvarjanja dodane vrednosti, ampak ali to nosi v sebi lahko že tudi zametke neke širše družbene transformacije, morda celo civilizacijske? Ja, meni je ta model ekocivilizacije ljub zato, ker pokriva vse aspekte, če tako temu rečemo, ne? Da se ne zapičimo spet samo v eno drevo, pa pozabimo, kaj je gost. In ravno v tem vidimo, ne, ker naslavljaš ti v tem modelu ključne točke tega, da se ta transformacija lahko godi. In zdaj jaz rečem, ta način delovanja, če temu rečemo krožno gospodarstvo, ker je ta beseda, ki jo najbolj uporabljamo, ampak način, ki ga zdaj opisujeva, ne, je kot neka orbita okrog tega sistema, ne, ki mu daje nek utrip in možnost življenja na ravni posameznika, na ravni skupine, na ravni mesta, ker smo ravno v Ljubljani, ene širše skupnosti in globalno. Tako da definitivno mislim, da je vse to, kar govoriva, tisto, ki je kot nekaka, kako bi rekli, sestavina, nujno potrebna za to, da se mi kot ljudje, ker na koncu se začne in konča z nami, lahko v tem duhu ekocivilizacije povežemo in jo zaživimo. Hvala lepa. Čas je za odmor. Se vidimo čez nekaj minut. Dobrodošli nazaj v oddaji Destinacija ekocivilizacija. Z mano je magistra Ladeja Godina Košir. Pogovarjava se o intuitivnih, transformativnih mrežah. In v prejšnjem delu oddaje sva zelo poglobljeno govorili o krožnem gospodarstvu. V zadnjem delu pa bi se s tabo rada, Ladeja, sprehodila malo okoli sveta. Kaj se dogaja na tem področju na drugih kontinentih? In vesela bom, če podeliš z nami res primeri dobrih praks. Vem, da sodeluješ že z mnogimi po svetu. Že prej si opisala to mreženje, ki se je začelo dogajati tudi na svetovnem nivoju. In poskušajva približati najnim poslušalkam in poslušalcem utrip različnih kontinentov. In predlagam, da začneva v Aziji. Super. Ja, saj tako potovanje, ne, ker od lanskega leta nisem fizično potovala, sem samo pred zaslonom, potujem, prej sem bila pa večino leta res okoli sveta. Če dava Azijo, Japonsko bi izpostavila, na Japonskem sem preživela tudi mesec dni, v Kyotu konkretno, kjer smo soustvarjali Kyoto Manifesto, zelo zanimiv projekt. Knjigo praktično, ampak zdaj konkretno, ne, če pogledava, kaj je lekcija z Japonske bila za mene, je kako je v njihovi kulturi zelo ta odnos do vsake stvari, do vsakega živega bitja in tudi neživega večno in povsod prisoten. Ta budnost, ne, mindfulness, kot temu rečemo, čuječnost. In kako se to odraža tudi z vidika gospodarstva, da recikliranje kot zadnja faza tega krožnega procesa je pri njih zelo, zelo ozaveščena. Se pravi, še preden smo začeli mi v Evropi, ne, za celim modelom krožnega gospodarstva, je bilo njim zelo jasno, da se stvari ne zavržejo. In so zelo iskali te načine. Po drugi strani pa kontrast, če gremo na Japonsko, vidimo, koliko imajo plastike za enkratno uporabo, gospodinjstva so majhna, ljudje to hitro hrano njihovo konzumirajo in spet tukaj na eni strani ogromno odpadka, se pravi te plastike, na drugi pa kako... So oni uspeli povezati to, kar si že prej omenila, industrijo z končnim uporabnikom. Se pravi, da dejansko je ta dizajn, mindfulness in potem tudi uporaba in izdelava produktov in uporaba res neko krožna celota. Jim uspeva pri določenih stvarih ponekod ne, tudi Japonska ni idealna, tudi oni so izvažali veliko odpadkov, ne, niso daleč od tega, da bi bili vzor tega, ampak kar imajo še zelo zanimivo, je pa, ko mi govorimo o trajnostnem, pri njih je trajnostno dolgoživo. Njihova podjetja so stara več kot 100 let. Zakaj? Tukaj pa spet prijemo na ta celostni krožni princip, zaradi tega, ker mislijo na vse. Mislijo na svoje zaposlene, mislijo na okolje, v katerem delujejo in mislijo na to, kako bojo profitabilni na dolgi rok. In to družbo tako kot da celoto. To potem tako gre iz podjetja do družbe kot celote. Tako da so te zametki, meni se je zdela Japonska en primer tega, ki ima zelo veliko stvari še ukodiranih v način delovanja, ki jih mi moramo spet ponovno nekako življati. Super. Pa pojdiva naprej. Latinska Amerika.
si kar predstavljam, kako zdaj tam glasba zveni, Drugi kako ritmi. je povsem drugačno okolje, pa vendarle, kakšen je njihov odnos do krožnega gospodarstva in kaj se z njimi dogaja na tem področju? Absolutno, to je lepota tudi tega mojega delovanja, da se med temi kulturami sprehajam in te različne ritme uspem občutiti. Zdaj smo v zadnjem letu delali kaži pot prehoda v krožno gospodarstvo za Čile. To je država, ki je najbolj linearna, se pravi kot ena črta, ne? Govorimo pa o krožnem gospodarstvu, malo za heca. Ne? Tako da smo dali tudi kot nekak slogan njihov, ne? Najbolj linearni, ampak v delovanju pa najbolj krožni. Kar je recimo bilo v Čilu meni zanimivo, je, kako smo se oprli na njihovo kulturo, na to raznolikost in na ta kontrast, ne, velja tudi za druge dele Latinske Amerike. Imamo velika mesta, ki so za nas nepredstavljivo velika, na drugi strani imamo pa to ruralno prebivalstvo ali pa celo tele reveže, ki živijo dejansko od pobiranja smetija. Ne. In zdaj, kako znotraj tega iskati neko celovito rešitev. Ni vse za vse in tle je tudi ta vidik tega, komu boš neko delo odvzel, ne, ko smo se ravno zdaj, če se dotaknemo odpadkov, ne, če rešimo sistemsko, kako bomo zbirali odpadke, smo vzeli delo tem, ki danes preživijo dobesedno zato, ker 3 plastenke prinesejo. Ne. Lahko bi tudi o tem se pogovarjali celotno oddajo, pa vendarle ne morem naprej na drug del sveta, ne da te vprašam, kako pa je z Brazilijo? Ker lepo je delati na majhnih državah, relativno majhnih, ampak če pa pogledamo širši regionalni vpliv, je pa seveda treba delati na veliko, na velikih. Kakšna je zgodba Brazilije? V Braziliji je tudi ena od mojih, mi se kličemo kar duše, sestrske duše, ne? Ena od tovrstnih krožnih transformatork, delujoča z platformo, hkrati smo štartali ona v Braziliji in jaz v Sloveniji in lahko rečem, da je tako lepo gledati njen konkreten prispevek k temu, kako je v tako veliki državi uspela zbuditi inštitucije na strani vlade, ne, pri nas pride do vlade, ko se vsi poznamo v 2-milijonskem narodu ali pa v Braziliji, ne, se pravi na tej ravni eno ozaveščenost, drugo ogromna podjetja, ki so se med seboj povezala in dejansko začela neko industrijsko simbiozo in to so pa številke, ne, ko rečemo in brazilski trg ali pa cela Latinska Amerika, ki so neprimerljive z Evropo. Ne. Ko se tam začne to premikati, je pa mnogo več problemov kot pri nas. Moramo paziti in tudi spremljati, kaj se na teh koncih sveta dogaja, ker tudi Evropa lahko dobi navdih in morda je ravno tem skrivnost, da se začnemo tudi mi pogumno učiti od drugih delov sveta in ne vedno samo predajati svojo pamet. No, moramo iti naprej. Zelo me zanima recimo Zahodni Balkan. Slišim in berem, da se tudi pri njih na tem področju dogaja morda celo bistveno več, kot bi si kdo mislil. Kakšna je tvoja izkušnja? Tukaj spet moram reči, da je to spet bila moja intuicija tega Zahodnega Balkana, ker se mi je zdelo nezaslišano, ne glede na to, da niso članice EU-ja, ampak se pridružujejo, da na tem Zahodnem Balkanu ne bi krožno gospodarstvo ne bilo ena od nosilnih tem. In brez muje se čevelj ne obuje, malo smo se pomujali in dejansko se dogajajo spremembe in celo ravno včeraj smo imeli na konferenco zelo zanimiv dogodek v Srbiji. In mi je bilo tako lepo videti, kakšen premik se je v 3 letih zgodil. 3 leta nazaj smo tako sedeli na prtiček risali, kako naj imajo prehod v krožno gospodarstvo začrtan v Srbiji in potem smo dejansko 2 leti nazaj naredili kaži pot prehoda v krožno gospodarstvo, lani ga je Srbija predstavila. Potem smo rekli, pa še treba imeti hub, pa platformo, imajo to, gospodarska zbornica je izredno aktivna in kako se tudi povezujejo z ambasadami drugimi, kako uporabljajo tudi finančne vire, projekte. Tako da včeraj je bila ravno ta zanimiva diskusija med nordijskimi državami in Zahodnim Balkanom. Jaz sem tle tudi en tak entuzijastičen spet vezist, ker smo si zelo različni, ampak zelo komplementarni. No pa dajva kar skočiti v Evropo in poglejva morda nek primer iz Skandinavije oziroma iz Evropske unije, ki tudi dobro funkcionira. Ne moram ne omeniti Nizozemske. Oni so, ker smo mi, Slovenija, zdaj v času predsedovanja
predsedovanja, ki ga bomo začeli, in Nizozemska je bila v tej vlogi 2016. In takrat je njihov premier Mark Rutte rekel, krožno gospodarstvo bo naša nosilna tema. In takrat smo tudi videli, kaj lahko država naredi, kako je nekako mapirala svoje akterje, podjetja, spet, če se k temu vrnemo, gospodarstvo pokazala, Philips, velika korporacija, Heineken, potem tudi manjše, start-upe, kako so oni lahko zeleni, in postavlja Nizozemsko na dejansko prvo mesto. Prav, ta vizija na nivoju države je izjemno pomembna. Jaz se spomnim iz časa mojega mandata, da je prav Nizozemska mi tudi največ pomagala pri transformaciji prometa v zelen in trajnostno vzdržen promet, pri pripravi strategij, tako da me veseli, da to še vedno deluje in da so še vedno tisti, ki pravzaprav na nek način nosijo štafeto Evropske unije pri tej transformaciji. Ali so enako uspešni tudi pri transformaciji struktur, v okviru katerih se to dogaja? Na veliko srečo, zaradi tega, da imamo da gledamo, role model, kot se reče, vzornike. Ampak, ko smo se z njimi pogovarjali, zakaj? Tukaj pa pridemo do tega nekega DNK-ja naroda, ljudi. Oni so bili vedno kolonialisti, se pravi, imeli so interes osvajanja drugih, morali so jih razumeti, razdelati taktike in vedeti, kako bojo šli po svetu. Vedno so se borili za svojo zemljo, oni so jo iztrgali morju, se pravi, so hvaležni in zelo pozorni do tega, kaj delajo z naravnimi resursi, vejo, da so majhni in ranljivi in da, če niso agilni, ne bojo obstali, in ta multikulturalnost pri njih je tudi nekaj, kar imajo že skozi seboj. Dajva tukaj potem preskočiti na Slovenijo, da nama ne zmanjka časa. Kako pa lahko zdaj paralelno pogledamo dogajanje v Sloveniji, ravno na tem primeru dobre prakse? Jaz bi rekla samokritično. Bodimo samokritični, ne zato, da bi bili kritizerski, ampak zato, da drugega opogumimo, da imamo možnosti in priložnosti, ki pa jih še nismo izkoristili. In kot omenjeno večkrat danes, to predsedovanje, ki je pred nami, če ga jaz skozi ta svoja očala krožna gledam, kakšni so nastavki, kaj bi vse lahko naredili, kaj bi lahko pokazali, ker Slovenija ima ogromno. Od tega, da imamo čudovito naravo, za katero nismo mi zaslužni, ampak smo jo uspeli ohraniti, do tega, da imamo ogromno podjetij, ki te krožne modele implementirajo, ki jih živijo, ki so zato tudi mednarodno uspešna, konkurenčna, nimamo pa te povezanosti. In jaz ne vem... Če te lahko morda tukaj vprašam, ker ko opazujem slovenski prostor, pravzaprav opažam, da je čedalje več mrež nastaja. Recimo CER, kjer smo se vsi že srečali tako ali drugače z člani, oni zelo uspešno funkcionirajo. Kje je tisti manjkajoči člen? Na kakšen način pravzaprav, če morda veš iz izkušenj, ki si jih nabirala po svetu, zmotivirati vlado, da ne vidi v tem neko negativno izzivanje, ampak da vidi v tem res priložnost, da poveže narod in da nekaj dobrega naredi za ta prostor? Jaz bi rekla, da kot da bi imeli nek strah pred povezovanjem zasebnega in javnega. In recimo nizozemski model, jaz tudi prezentacije sem pošiljala po ministrstvih tega njihovega modela, kaj so naredili za tako mrežo. Oni so vzeli 3 ljudi, ki so iz gospodarstva, in ostalih 5, 8 je ekipa iz ministrstev. In so rekli, to je zdaj delovna skupina, ki deluje, sodeluje, to je zdaj ta circular hotspot, in oni skupaj delajo. In on ima eno plačo, ta ima drugo plačo, in to nobenega ne moti. Pri nas je to nekaj, kar ne uspemo sestaviti. Priložnost, da se razvijamo naprej. Kako hitro je minil tale čas, ki je nama odmerjen za to oddajo. Prepričana sem, da se bova še srečali in seveda v realnem svetu tudi naprej uspešno so ustvarjali. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala vam, da ste bile in bili z nami v oddaji Destinacija ekocivilizacija. Upam, da sva sprožili tudi kakšno misel, ne se je ustrašiti, pojdite z njo, ostanite radovedni in raziskujte naprej. Mi pa se vidimo naslednji teden v torek ob 17. Hej, Samuel. Hej. Kako je? Ja, super, hvala lepa za povabilo v tak prekrasen studio in čestitke za oddaje, super. Hvala lepa. Prosim. Kaj se dogaja? Ja, nič, jaz sem prišel ti osebno povedati, da v bistvu ena pesem mi je zelo všeč, ki si jo dala na Facebook. In narod moj, to bo tale, jaz imam tukaj na sabo svoj blokec. Prej sem pogledal, pokukal in narod moj, ti moja pesem imaš. Jaz bi bil zelo, zelo ponosen in vesel, da če bi lahko jaz uglasbil to pesem in
Bi dal mogoče drugačen naslov, zaradi da ni predolg Narod moj, če ti je ok, seveda. In jaz imam že neke ideje. Meni srce kar tako dela, a lahko poskusimo. Imam neke ideje, ker včeraj sem že nekaj testiral doma, pa ne vem, če ti bo všeč, če ti bo povedal. Zelo me zanima. Pesem bi šla tako, moram malo še prebrati, veš. Utruješ si, moj narod stari, zato težko spregledaš, vidiš, v kaj si vpet. Ražanjen si, zato težko odpuščaš, v srcu si izžet. Globoko v sebi nosiš žalost, zato težko verjameš spet v boljši svet. A ti je okej? Povej, kako naj te objamem, da začutiš, da ni v tebi gre. Refren pa zamisli tako. Spomni se pomladi žvrgolenja, spomni radosti, ki ustvarja njega da. Spomni se ljubezni, bujnega življenja, dotika pesmi, resnic v nederih sveta. No, tako, nekaj takega bi jaz sestavil, ampak jaz bi to naredil s celotnim bendom. Imam v glavi nek blues in zdaj, če mi ti dovoliš, če mi daš zeleno luč, jaz grem takoj v studio, se zaprem, posnamem in dam ven pesem. Če si za, bom res hvaležen. O denarju ne bova govorila, a ne? Ne, ampak, kar tresem se od vznemirjenja in res vibracija kitare in tvojega glasu. No, super. Jaz sem zelo vesel, ker sem doma že razmišljal, ti bo všeč ali ne, ker nisem vedel, v katero smer naj grem, pa glej, če mi ti rečeš, da je ok, grem takoj s tem. Kar zdaj. Kar gremo. No, Super, hvala. najlepša hvala. Ajde, komaj čakam, da slišim v Hvala lepa, hvala.